Ne me jeba, da sem zafukal, no. Živijo, spet smo tukaj, nov vlog. Razlog za ta vlog je, ker sem zadnjič dobil sporočilo od mojih prijateljev pri Ani.si in so mi rekli, da če bi me zanimalo narediti review ohišja za računalnik. Sem rekel, ohišje za računalnik mogoče ni moj forte, da bi zdaj naredil, ne vem, prav video na mojem YouTube kanalu, kateremu bi delal recenzijo. Ampak sem rekel, veš kaj, že en cajt, čakaj, ki ga imam, kaj sem ga odložil. V glavnem, že en cajt doma imam nov procesor, Ryzen 7 5800X, katerega sem mislil vgraditi v moj star računalnik in nisem imel nikoli cajta za to. In zdaj, ko so mi rekli, da bi imeli ohišje, katerega bi naredil review, sem rekel, kaj pa če bi jaz v vlogu sestavil nov računalnik, kjer bi uporabil ta procesor. Ampak jaz imam Micro ATX ohišje in se pravi, je noter tudi Micro ATX plata. In ker so Micro ATX plate majhne in ohišje, ki ga dobim, je full tower, sem se odločil, da naročim normalno ATX plato. In zdaj jo moram iti na pošto iskati, ker valjda so bili nesposobni in so mi kao petek jo dostavili, a me ni bilo doma, ker sem bil, ampak me noben ni poklical, tako da moram zdaj fizično iti na pošto jo iskati. Hvala pošta, res, odlični ste. V glavnem, paket je bil na pošti, tako da matična plošča je doma. Sem mislil narediti video, kako prevzamem tu na Ani.si. Saj je bilo preveč folka okrog in mi je še vedno ful narodno, da bi tako s kamero tam skakal v javnosti pa se bruko delal, tako da sem sam prevzel in sem prišel direkt v studio. Moram reči, da so me pri Ani ful presenetili, ko sem povedal, da bom sestavil nov računalnik in da sem si naročil drugo matično plato, pa so mi rekli, če mi še kaj manjka in so mi dejansko dali še od Anteka 750W modularni napajalec. Kar je super. Jaz imam tudi že od Anteka prejšnji napajalec. To je matična plata, jo bom pol pokazal. Tu bo je bilo največje presenečenje. Vodno hlajenje od Anteka. Vse bo RGB in ker ima ohišje pleksi steklo, sem padel v to RGB manijo in sem si tudi RGB rame naročil. V glavnem, to je pa ohišje od Anteka Performance 1FT. Ful veliko ohišje, zdaj moram studio pripraviti, ampak mislim, da danes ne bom imel cajta, tako da bom jutri prišel nazaj in bomo nadaljevali s sestavljanjem komplet računalnika. Velika kišta je, gremo odprt. V glavnem, ta rešetka ne bi bila magnetna. Hudo. Jo sam dol snamaš. Noter so že 3 ventilatorji, 140 mm. Gremo dati tu manj na stran. Težka je. Ful je težka kišta. Da vidimo, kaj dobimo v tej škatli zraven. Mislim, jaz vem, kaj dobimo, ker sem pogledal par videov na YouTubeu, da vem, o čem govorim. Tukaj dobimo škatlico, noter so vijaki, navodila in imaš pol še vezice, razdelivc, če matična plata nima dovolj izhodov za ventilatorje, imaš tukaj razdelivc, tako da vklopiš v matično plato in pol 3 ventilatorje lahko gor priklopiš. V glavnem, gremo si malo pogledati pobliže to ohišje. Če že o njem govorimo, pa je razlog, zakaj delamo ta video. Stranski paneli so, ni pleksi steklo, ampak je tempered glass, se ne vem, kako je slovenski izraz za to, kaljeno steklo. In ima samo en vijak, ki ga odšraufaš gor in potem se steklo sam tako spusti in stoji samo od sebe, ker je tle spodaj zahakljeno. Ga vzamemo dol, tu bomo položili na tla, da se mi slučajno ne razbije. Isti princip je na hrbtni strani.
se sam s nami dol, stoji samo tako, da res ni nevarnosti, ga dvigneš in odstraniš. Kabli so vsi skriti za temi paneli. Ni se mi dalo zapravljati 70 € z Linus Tech Tips šofanciger, tako da sem kupil od Vere, drugi najboljšo varianto. Malo je težko pod kotem delati, tako da. Side panel in pol ima še tega. Tako da bomo dali tu na stran, da ne popraskamo. V glavnem, zakaj so kabli tle še zraven skriti? Zaradi tega, ker je pač tudi na hrbtni strani steklena stranica in je vse videti. In vsi ti youtuberi, ko sem gledal, so dali te 2,5-inčne SSD-je, ne vem, kjer je firme, ko imajo RGB lučke vgrajene in so jih tukaj namontirali in pol skozi pleksi steklo, oziroma skozi steklo se ful lepo sveti. Jaz tega ne bom delal. Je pa vse lepo zorganizirano, vse kabli so lepo že poviti, tako da cable management ne bo problematičen. Edini minus pri tej kišti, ki sem opazil, da ima samo en slot z klasičen 3,5-inčni disk, se pravi, to so ti standardi. In jaz ponovadi imam v kišti 2. In zdaj bom mogel pač narediti kompromis in bom enega mogel pač ven dati in dati samo enega klasičnega. Imam enega 3 tera, kateri bo šel noter. Pač YouTube videe zauzamejo ful placa. SSD-ji so sicer cenejši, ampak dolgoročno sem še zmer menim, da so klasični diski še vedno ta-mata, kar se varnosti podatkov tiče. V glavnem, kar se notranjosti tiče, odzadaj ima še en 12 cm ventilator, ki vleče ven zrak. 3 vlečejo noter, eden vzame ven, tako da airflow je v tej kišti fantastičen. Je full tower, podpira ATX, mikro ATX plate, tudi EATX, to so one malo večje. Pripravljena je z vse 4.0 serija grafične kartice, se pravi, grejo vse velikosti, vse zdaj so grafične kartice, ogromne. In moraš imeti tako hiše, da lepo paše noter in da gre lepo zrak skozi. Zgornja stranica se sam sname. Tako. Gor ima tudi zračni filter na magnetke, to je super. Če imaš vodno hlajenje od zgoraj naštimano, kar je pravilno, ti piha zrak ven, ti vleče zrak ven. In baje tu ovira airflow in eni pravijo, da ga ne rabiš imeti. Jaz, če tu ne bom imel gor, se mi bo kje zgubilo in bom raje pustil gor, pa bom pač potrpel, če bo kakšna temperatura več, tako da bo kar tu gor ostalo. Ne bom se tukaj spustil v detajle, ko bom sestavljal računalnik, predvsem zaradi tega, ker obstaja en ful dober vodič v slovenščini, ko ga je naredil en youtuber. Zdaj se ne spomnim njegovega imena, ampak bom verjetno kitle spodaj napisal njegovo ime, pa link bom dal v opisu do njegovega videa. Tako da sestavljanje računalnika bo šlo malo hitro skozi, malo si bomo pogledali par stvari od tega v hiša še, kaj pa kako je in pol bomo se lotili sestaviti. Ta miza je zakon, res. Za take stvari je fantastična. Tukaj imaš gumb za vžiganje. Ok, poprečno klikanje. Gumb za reset. 3,5 mm combo jack, se pravi, da za slušalke z mikrofonom, to je unek ima 3 črtice. 2 USB 3.0, za USB-C, ta gumb ima pa posebno funkcijo. Potem pod vinilom se skriva ekranček, ki ti kaže temperaturo procesorja in temperaturo grafične kartice. S tem gumbom pa zbereš, kaj ti kaže, ali, ne more ti oboje. V glavnem, to hiše je dobilo odlične recenzije, vsi so ga pohvalili. Antec so naredili ful dobro foro za vodno hlajenje, ki se montira gor in da se ne boš zabaval, so naredili to zgornjo stranico. Modularno. Je dol snamaš, namontiraš gor radiator, hladilnik in pol sam lepo položiš noter in se namatreš. Vem, da ta video zdaj ni rato lih vlog varianta, verjetno bo daljši, po mojem bo to najdaljši video na mojem kanalu, jaz mislim, da bom po mojem blizu 20 minut vse skupaj, ampak to hiše mi je zelo všeč. Zdaj pa se lotimo sestavljati mašino. Najprej rabimo matično plato, disk sistemski, procesor in rame. Načeloma je tudi to, kar moramo zdaj narediti. Se pravi, procesor smo dali noter, dali smo rame noter in montiral sem disk. To je tisto, kar je osnova, ki je narediš, preden daš matično ploščo v ohišje. Zdaj bom dal napajalec noter.
ker je matična plošča bela, sem na Amazonu naročil bele kable. To je pa druga stvar, ki mi je zanimiva. Jaz še nikoli v življenju nisem montiral vodnega hlajenja. Vse, ko sem gledal videe, je easy, ampak ko nekaj nikoli ne narediš, je prvič vedno... Ampak načeloma je stran. Če lahko jaz to naredim, lahko vsak. Upam, da je termalna pasta zraven, kar je se njo nič. Kaj je tle noter? Kontroler za RGB, kabelčki, montaže, bracket. Je! Yes! Najprej bom ventilatorje gor namontiral. Ok, tu smo. Na napačni strani sem ventilatorje mogli biti obrnjeni, da so ti kabli na notranji strani. Še enkrat. Kak safar, ej. Jaj. V glavnem, tu sem dal preveč naprej, mora iti malo nazaj, ker drugače te cevke pritiskajo na notranje ventilatorje. In zdaj moram spet te vtisniti, pa zamakniti, živce bom zgubil. Trenutek resnice. Treba zaščito dol odlepiti, buhvarto pozabiti, da se to prilepi na procesor. Ne bom še dal gor, ker še nisem dal paste, tako da, ampak najprej, da sam pretestiram. Sem vedel, da sem napačno nekaj naredil. Te vijake sem napačno zašraufal. Joj! Ne bi rekel, da sem pojel šraufe. Pa se tu ni mogoče, se nisem tukaj zategnil. Fuck. Ne me jeba, da sem zafukal, no. Sem zajebal. Moja disleksija me je čisto zafukala danes, res. Zakaj? Tako je pravilno, jaz sem pa tako zmontiral. In ko sem te vijake odstraniti, na desni strani sem jih uspel, na levi strani sem pa tega, tako sem ga zatisnil, da... V glavnem, čisto sem zajebal danes, tako da... Ura je 8:30 zvečer, zdaj nimam kaj delati, nimam ta pravega orodja, tako da bom nažalost mogel pustiti vse tle, pa nadaljevati jutri oziroma pojutrišnjem. Tako da. Danes je nov dan, čez kakšno urco prije moj prijatelj Nikola, da mi pomaga spraviti ta vijak ven. Ampak si nisem mogel pomagati in so bili slučajno v Hoferju in so prodajali set za odstranjevanje poškodovanih vijakov, komplet 5 komadov za 6 €. In sem rekel, lej, če ne rata, da imam vsaj nekaj za provat ali pa da imam za rezervo.
Vprašanje je, koliko je to dobro, mi boste spodaj v komentarjih povedali, če to deluje, ko jaz mislim, da danes tega ne rabo, ampak hočem imeti to na zalogi oziroma v studiu. Plus to, da sem kupil še komplet svedro. Isto v Hoferju, 5 € komad, vsak ima 14 komadov noter, za kamen, za lesi, za železo. Ja, se vem, v komentarjih boste napisali, tu niso dobri svedri, bi mogel dobre kot tej. Jaz rabim tu 2 do 3 na leto, enega mogoče. In teh 5 €, kolikor stane škatla, se pravi 15 € za komplet, je to, kar jaz rabim. Nisem jaz profič. V glavnem počakamo Nikolo, pa jaz bom malo pospravil ta cajt v mizo, da lahko normalno delamo. Evo, prišel je moj prijatelj Nikola. Hej! Evo, da ti pokažem, kaj sem naredil. Ta vijak ne morem spraviti. Mamma mia. Ga bo dala ven? Ne delava tutoriala, kako bova to... A dej, no! Jaz hočem to sam spraviti dol, da jaz naprej sestavim računalnik. Jaz hočem kariero in to ne gre, če ne delamo neki, dajmo content. Ok, tu ni nič. Je že kar v krogu. Je. Bova za vsak? Zlasti, ko sem tudi probal. Mislim, probi dej še ti, no. Ja, pa bi mi mogel povedati tega prej. Kdo je pisal ta scenarij? Dejte, to res ni. Jaz sem na Facebooku napisal, da sem že vse tutoriale, kako to narediti, probal. In da ne rabim na svetu, rabim nekoga, da mi to spravi ven. Lahko pa probaš Dastiko, da spravi Dastiko. Ne, zdaj sem jezen, zdaj ga bomo rezali. Nimam kratkega, imam dolgega. Upam, da ne bom prst odrezal. Malo večjega, prav. Večji je vedno bonus, tako rečejo. That's what she said. Hopala. Jo, kakšna naroda, taj še Butterfingers, jaz sem mislil, da sem jaz tisti, ki je tak. Jej, great success! Hvala ti, Nikola, hvala ti. Računalnik bom sestavil. Kaj pa zdaj? Ja. Zdaj te ne rabim več. Adijo. Hvala. Tu je pa tu, take frende moraš imeti. Kadar jih ne rabaš več, vaja con Dios. Ok, Nikola mi je tu porihtal, zdaj pa gremo prav obrniti, pa da končno zaključim ta build. Termalna pasta. Hvala Bogu, prije zraven. (40-60 titanijum). Trenutek resnice. Ventilatorji se vrtijo, lučke delajo. Yes, Republic of Gamers! V glavnem, računalnik dela. Bom jaz pol tu kasneje sistem pa vse to porihtal. Gremo zdaj mi naprej, cable management pa dokončati ta build. Tako izgleda hrbtna stran. Ni treba biti ful natančen pri kablih. Vse je lepo skrito. Mislim, da sem kar zadovoljen. Damo še zgornji panel. Gremo dati še panele gor. V glavnem, folije še ne bom daj dol. Predvsem zaradi tega, ker zaradi transporta, da ne bo vse pacesto, bom pol lepo vse skupaj odvil. Pa gremo zdaj še enkrat požgati. Lejko je lepa. Erik, hišta je sestavljena. Prideš? Ok, zmenjeno. Ajde. Zdaj sem poklical Erika, mojega frenda, in bo prišel narediti par beauty shotov, lepih posnetkov tega računalnika, kako je sestavljen. Sej bi načeloma lahko jaz to naredil, ampak jaz imam že poln kufer tega, 2 dni se že s tem ukvarjam, overkill, in bom raje prepustil njemu, da naredi svojo montažo.
O, Miha. Aha, Erik. Ti smelo prijeti. Kaj je zdaj? Se pozdravil? Ma ja, malo glasno še čisto malo hripam. Se bo. A, že snemaš? Ja, valjda, če snimam vlog. Ja, Ja, tu je pač davek, ki ga moraš plačati. Če prideš meni pomagati, moraš biti v vlogu. No. Ja. Hello. Tu je Erik. Gremo delati. Ja, A ja, stvari. Erik že tam pripravlja opremo, s katero bo snemal. Upam, da zna zbalansirati gimbal. Sem master. Ker je Erik mal prehljen, sem mu skuhal čajčka. Ga mal teabagam. Evo Erik, sem ti skuhal čajčka, sem ti mal teabagal ga. V glavnem, jaz bom tukaj mal sedel, pa opozval Erika, kako se matra mal posnet. Vsega pa lih naravim sam vse delati. Drugač, Erik mi je pomagal pri snemanju videa Pixel 7, tako da vse one lepe posnetke, kako jaz štrkam po telefonu v centru Ljubljane, je on posnel, tako da... Evo, pa smo prišli do konca tega videa, malo dolg je bil, ampak vseeno. Porabil sem kar veliko cajta, da sem naredil 3 dni, dejansko je bilo snemanja, da sem vse skupaj sestavil računalnik, posnel vse, kar treba. Lahko bi bilo to veliko krajše, če ne bi jaz zajeval, ne? Tako da hvala Nikola, ko si mi prišel pomagati zagate. Hvala Erik, ko si prišel posnet, lepo montažo, kolaž končnega produkta. Še enkrat najlepša hvala Ani in Anteku, da so mi postavili to lepo hiše in vodno hlajenje. Brez vas ta video ne bi bil mogoč. Tako da vse, kar vam še preostane, je, da v komentar napišite spodaj, kaj sem narobe naredil, kaj bi lahko boljš naredil. Lajkite, šerite, subscribite se, to mi ful pomaga. Zdaj pa si poglejmo, kaj je naredil Erik, kaj je posnel in kako je zmontiral. Čau! Thank you.